Zdaj ponovno nazaj k Piji, ki je še vedno v zavetišču za zapuščene živali Ljubljana. In mislim, da bo tokrat govora o muckih, namreč kar nek porast je bil, več muck imajo tam. Pred nekaj časa smo v bistvu poročali ravno o tem, da nimajo nobene mucke za oddati v zavetišču Gmanica, Ljubljana, tako da je bilo to prav neka dobra novica, ampak zdaj pa je teh muck spet več, ki iščejo dom, in o tem, zakaj je temu tako in kako jih lahko posvojimo, ter najbrž še o marsičem drugem, se bo pogovarjala Pija z vodjo zavetišča Ljubljana, to je Marko Oblak. Dobrodošla in lepo pozdravljena oba. Tako, lep pozdrav nazaj tudi tebi, Maša, v studiu Figovec. Jaz sem še vedno tukaj v zavetišču Ljubljana na Gmajnicah, kot lahko vidite in kot ste tudi že videli na Ljubljana TV, nedavno prenovljenim pravzaprav. Prej smo govorili o počitniškem varstvu, ki se tudi tukaj izvaja ravno v prostorih zavetišča. Otroci se ravnokar spoznavajo s policijskim psom, kar ste lahko prej že videli. Mi da bova pa malce več spregovorila o mačkah. Lepo pozdravljeni. Najprej bi vas želela povprašati, zakaj je pravzaprav sploh pomembno, da otroci, s katerimi smo se ukvarjali prej, spoznajo živali na tak način? Zakaj je pomembno, da imajo pravilen stik z živalmi? Ja, najbolj pomembno je, da pri otrocih, da jih naučimo pravilnega pristopa do živali oziroma da jih začnemo že zgodaj učiti odgovornosti do živali. Zakaj je tako pomembno, da prepoznajo vedenje psa, da prepoznajo tudi agresivnega oziroma kakršnokoli odstopanje pri vedenju psov, je zaradi tega, ker je največ ugrizov prav pri psih oziroma pri otrocih od strani psov. Največkrat gre za ugrize, ko otroci po nerodnosti pohodijo psa ali pa takrat, ko mu hočejo vzeti igračo, hočejo vzeti hrano oziroma preprosto ne prepoznavajo telesne govorice. Namreč psi vedno naprej opozorijo, navadno naprej opozorijo. In če prepoznamo njihovo govorico oziroma namen, potem se lahko pravočasno tudi umaknemo oziroma ne izzivamo sreče, če lahko rečem. Problem je v tem, da recimo, če bi primerjali govorico psa pa človeka, pes, ko renči, izgleda tako kot človek, ko se smeji. In kaj je prvo, kar otrok vidi od nas, ko se rodi naš nasmeh, ne? In potem pač jemlje to kot nekaj prijaznega, kot nekaj finega in je čisto nasprotje. Ali pa recimo, če primerjamo govorico mačk in psov. Recimo ena taka, zakaj se mačke pa psi tako tepejo oziroma ne marajo. Zaradi tega, ker recimo dvignjena tačka pri psu pomeni povabilo k igri, medtem ko dvignjena tačka pri mački pa pomeni napad, a ne. Skratka, o tem bi lahko še veliko razglabljali in naša želja je, da se otroci čim prej naučijo sobivanja z živalmi in na ta način tudi preprečimo neželene dogodke. Drugo, kar je pa, želimo naučiti otroke, da žival ni igrača, da žival potrebuje oskrbo 24 ur na dan, da biva z nami ves čas in je ne moremo takrat, ko se naveličamo, pospraviti pod mizo ali pa v predal in pač naslednjič, ko se spomnimo, vzeti iz predala in se igrati z njo. Saj to je pa verjetno največji problem tega, da imate ponovno porast mačk zdaj med počitniškim obdobjem tukaj v zavetišču Gmajnice. Nazadnje, ko smo vas obiskali, skoraj da niste imeli mačk za oddajo. Kaj se je zdaj zgodilo? Pri mačkih je pač ta značilnost sezonskega značaja. In sicer v času sezone mačjih mladičev je sprejem tudi do 10-krat, 20-krat večji kot pa v času, ko ni sezone. Recimo najnižje število mačk, ki smo jih imeli v zavetišču zdaj v tekočem letu, je bilo 20, trenutno jih imamo pa kar 180. Razlog so vsi ti neželeni mladiči. Velikokrat občani oziroma skrbniki še tolerirajo mačko, če je ena sama, ko pa se naenkrat pojavi, pa jih več njih oziroma cela legla, potem jih pa začnejo motiti in takrat želijo, da se zadeve uredijo. Seveda to sovpada tudi pred začetkom počitnic in potem želijo vsi, preden grejo na morje, še to zadevo urediti. Rešitev tukaj je sterilizacija, kastracija. Namreč 90% mačk, ki jih sprejmemo v zavetišču, tako kot ste videli, so mačji mladiči, neželeni mladiči in z sterilizacijo, kastracijo bi preprečili, da bi bili.
Kdaj pa lahko mačka že kastriramo, steriliziramo? Načeloma velja, da priporočena je tam nekje v obdobju pubertete, to je nekje okrog starosti pol leta. Seveda je najbolje se posvetovati z veterinarjem, medtem ko v zavetišču uporabljamo to v bistvu že pri mlajših živalih, torej pred oddajo novemu skrbniku. Naša želja namreč je, da vse živali, ki pridejo odidejo iz zavetišča, razen če ni neki izjemen razlog, da odidejo urejene, kar pomeni tudi sterilizirane in kastrirane in pa seveda mikročipirane. Zakaj mikročipirane? Število psov je tako nizko prav zaradi tega, ker je urejeno lastništvo. Zato, ker tudi če se kuža izgubi, ga lahko hitro vrnemo lastniku na podlagi čipa. Tako imamo trenutno v zavetišču le 10 zapuščenih psov, medtem ko mačkov, kot sem omenil, že je 180. In seveda, če bi mački bili mikročipirani, je lastniku vrniti ga veliko lažje. Tako pa lastnika najde le tam okrog 1–2% zapuščenih mačkov. Torej, če nimate mačka mikročipiranega in se vam izgubi, je verjetnost, da se bo našel 1–2 proti 100. No, slišite, kaj je dobro, da naredite z vašim mačkom, če tega še niste storili. Kaj več o mačkih tukaj iz zavetišča Ljubljana na Gmajnicah, pa po oglasih. Ostanite z nami. Ja, kar v zavetišče. Pa ne samo... Tako, lepo pozdravljeni nazaj. Zdaj, če želite tega mucka, se je naš režiser že ogrel zanj. Sicer vse, ki jih vidite tudi zdajle v kvadratku zraven naju, lahko seveda pridete tudi posvojiti. Koliko kapacitet pa sploh imate tukaj za mačke? Ja, trenutno ta objekt omogoča namestitev 120 odraslih mačkov, vendar, ker sprejemamo predvsem legla oziroma cele družine mačje, lahko v en tak prostor namestimo tudi celo družino in to pomeni, da lahko namestimo tudi do 300 mačkov. Se je zdaj kaj poznalo? Se pravi, med epidemijo je veliko ljudi dobilo potrebo po nekem živalskem partnerju, po mačku, po psu. Se je mogoče že začelo kazati tudi, da zdaj, ko so se ukrepi sprostili, so ljudje že začeli vračati te živali nazaj morda? Ne, tega trenda, hvala Bogu, ni. Tudi upamo, da ga ne bo. Namreč odgovornost družbe raste in tudi naša želja s tem, ko imamo otroke tukaj pri nas na počitnicah, je, da to še izboljšamo, še bolj utrdimo. Da se zavedamo, skrb za žival ni nekaj, kar bi imeli v neki trenutni situaciji. Dokler imamo zdaj več časa, ker smo doma, ker je epidemija, ali pa ne vem, zaradi tega, ker smo na počitnicah in tako naprej. Temveč ta odgovornost naj ostane za ves čas življenja živali. Torej, če se odločimo za žival, pomeni, da jo imamo tudi takrat, ko smo v službi, da poskrbimo za njo tudi takrat, ko gremo na počitnice, da jo imamo tudi takrat, ko gremo na izlete. In obstajajo različni načini, kako lahko to zagotovimo. Vkolikor ne moremo sami, je dobro, da imamo različne skrbnike, nadomestne, začasne skrbnike, ali so to sorodniki, starši, prijatelji, oziroma obstajajo tudi hoteli in druge oblike pomoči, ki lahko živalim zagotovijo svojo skrbo takrat, ko mi ne moremo. Kako pa sicer živali sploh pridejo do vas? Jih ponavadi prinesejo zaskrbljeni občani, ki jih najdejo kje na ulici ali na kak drug način? Ja, praktično vse živali, ki jih sprejmemo v zavetišče, so najdene. Kaj pomeni najdena žival? Najdena žival je lahko tista, ki je recimo nekdo pozabil, pustil pred recimo knjižnico, prevezano za ulično svetilko, pa samo. Lahko je to pobegla žival, ki je šla malo raziskovati okolico, ali pa kakšen vesel kuža, ki je šel k punci, k sosedom oziroma v sosednjo vas. Tudi mački se zelo radi potepajo in iščejo punce, skratka. Če že nismo poskrbeli za kastracijo in s tem te hormonske potrebe, je vsaj dobro, da imamo živali pod nadzorom. Kolikor se izgubijo, je dobro poklicati pristojno zavetišče. Namreč pri nas beležimo tako prijave pogrešanih živali, kot tudi prijave najdenih živali. In če je le mogoče, poskušamo najditelja povezati z skrbnikom in tako živali vrniti na domov že na terenu, se pravi, sploh ne pridejo v zavetišče. Na tak način vrnemo nazaj že okrog 400 živali na leto.
Ostale živali pa, če ni najditelja oziroma ga ne moremo priklicati, skrbnika, lastnika, v tem primeru jih sprememo v zavetišče, kjer seveda ugotavljamo, ali imajo kakršnekoli znake lastništva, najbolje seveda mikročip, o tem, kar smo prej govorili, in na ta način najlažje najdemo podatke, kontakte od lastnikov in seveda naša želja je vrniti žival čim prej nazaj. So pa tudi primeri, ko za živali ni poskrbljeno tako, kot mora biti. V teh primerih pa ukrepajo pristojne inštitucije in potem tudi lahko odločijo, da se živali namesti v zavetišče. So pa tudi primeri, ko enostavno se nam življenje tako spremeni, da ne moremo živali več imeti, tudi če bi želeli. Ali pa recimo, če skrbnik živali umre in nikogar ni, ki bi potem lahko prevzel skrb za to žival, te živali pa potem tudi sprejmemo v zavetišče, oziroma če se le da, pomagamo iskati lastnika že od prejšnjih lastnikov in na ta način zagotoviti živali čim manj stresa, pa čim prej novi dom. Ja, tale mucek za nama resnično ne izgleda trenutno ravno v stresni situaciji. Pravzaprav imate kar veliko igračk za te muce in mucke. Me pa zanima, so ti praskalniki tudi tisto, kar imenujete za drevo mačk? Dejstvo je, da poskušamo živalim, ne samo obiskovalcem, pa zaposlenim v zavetišču, v prvi vrsti seveda živalim, zagotoviti čim boljše bivalne pogoje. Namreč, če se živali dobro počutijo, pomeni, da tudi potem so bolj zdrave, če so zdrave, so potem tudi bolj zanimive za posvojitev. In boljše počutje živali pomeni po eni strani seveda tudi za nas manj dela, ker če so bolni, jih je potrebno zdraviti. Po drugi strani pa seveda, kot se rekel, v prvi vrsti nas skrbi za živali, da se dobro počutijo, vendar kljub temu, ne glede na to, da imamo toliko dobre oziroma odlične pogoje za bivanje v zavetiščih, v zavetišču seveda živalim ponuditi še več, namreč prazen prostor, tudi če je nov, pa super, malo postane dolgočasen, zato je fajn, da kaj spremenimo. Ta mačje drevo sicer ne pomeni, da imamo eno veliko drevo, po katerem plezajo vsi mački, ampak pomeni številne praskalnike, ki so razdeljeni po vseh teh prostorčkih in potem ti muci lahko raziskujejo, lahko plezajo. Namreč njihovi naravi je, da se radi dvigajo, da radi se vzpenjajo, plezajo in pa seveda potrebujejo površine, kjer si lahko brusijo krempeljčke. Tako da vsi ti praskalniki imajo tudi površine, kjer lahko, zato se tudi imenujejo praskalniki, krempeljčke brusijo. Hkrati pa seveda, če jih je več, tudi raziskujejo oziroma se igrajo. Skratka, jim poživi prostor. Se pravi, tudi vsak mačjeljubec, ki ima mačka doma, bi skoraj da moral poskrbeti za praskalnik? Lahko za dobro počutje mačk poskrbimo na različne načine. Vkolikor imamo možnost, seveda lahko mačku omogočimo plezanje po naravnih drevesih, če živimo nekje na vasi v varnem okolju. Vkolikor pa živijo mački v zaprtem prostoru, pa ne pomeni, da so za to prikrajšani, ampak jim lahko to pričaramo v lastnem stanovanju. Če smo malo kreativni, lahko gremo, vzamemo kakšno drevo, ga pritrdimo, ga precej malo uredimo, potem opremimo z različnimi praskalniki in drevo domače sobno je v stanovanju lahko čisto odlična igra oziroma popoln nadomestek za naravno. Je pa res, da živali oziroma mački in vse živali se lahko nekatere igrače naveličajo, kar ne pomeni, da so se naveličali za vse večne čase, ampak se naveličajo za 5 minut ali pa za tisti dan, pa jim to zamenjamo, vzamemo, damo drugo igračo, kar pomeni, da jim ves čas nekaj spreminjamo, nekaj makinga, kar jim pomeni oziroma dela njihovo življenje zanimivo in seveda jim ni potem dolg čas. Je pa seveda tudi treba upoštevati, da mački večino dneva najraje prespijo, zato bodo najbolj zadovoljni, če bo kakšno ležišče blizu okna oziroma tam, kjer posije sonce. Namreč obožujejo sonce, obožujejo sončenje in tam se bodo odlično počutili. Ja, verjamem, da jim zdaj prav nič ne manjka, če cel dan prespijo in potem v hladnih urah malce pokukajo takole ven. Za konec bi vas vseeno še vprašala, kakšen je pa postopek tukaj pri vas za posvojitev mačka? Rekli ste, da 180 jih zdaj trenutno imate. So vsi na voljo za posvojitev? Ne, niso vsi na voljo na posvojitev, zaradi tega, ker pač je potrebno prej opraviti vse posege po protokolu.
vendar jih je več kot dovolj na voljo za posvojitev. Vse živali, ne samo mačke, ampak vse živali lahko gledalci vidijo na spletni strani. Lahko tudi nas pokličejo, kjer dobijo nadaljne informacije. Naša želja je seveda, da živali od nas da grejo vsaj enako dobro oziroma še na boljše. Zdaj jim ni tako vroče, imajo možnost izbire, da so lahko noter na hladnem, namreč prostore in poleti tudi hladimo, da ni prevroče. Po zimi pa se grevamo. In naša želja je seveda, da imajo v novem domu vsaj enake možnosti, še bolje pa, če imajo boljše. In vsak, ki želi posvojiti žival pri nas, potem izpolni en vprašalnik, kjer izvemo ta ključna vprašanja oziroma ugotavljamo, kakšne pogoje nudi posvojitelj, kaj si sploh želi, kaj pričakuje od živali. Namreč uspešna posvojitev je odvisna od ujemanja med živaljo in posvojiteljem, in večje kot je ujemanje, večja verjetnost oziroma uspešnejša je posvojitev. Naša želja je, da živali posvojitvi ostanejo v novem domu, zato glavno vodilo izbire naj nikar ne bo izgled živali, ampak predvsem značilnosti, karakter živali in naše ujemanje z njo. Tako kot pravijo, je treba najti sorodno dušo. Imate tudi rejništvo, se pravi, se kdaj živali vrnejo nazaj, ker do ujemanja mogoče žal ne pride? Tisto, kar se tiče, recimo, če imamo kakršnekoli zadržke, da so neke izjemne razmere, ali pa recimo ne vemo, ker je to naša prva žival, da smo alergični na žival, seveda v takih primerih je možno, da se živali vrne nazaj v zavetišče. Ne želimo pa, da bi bil pa neka izposojevalnica živali, kar pomeni, da bi pač prišel malo si izposodil žival pod pretvezo, da si jo želiš posvojiti in potem, ko je počitnic konec, pa vrniti nazaj. Zato je vsaka posvojitev oziroma oddajanje premišljeno, so pogovori temeljiti z tem namenom, da živali potem res ostanejo v novem domu in če so kakršnikoli zadržki, da jih probamo čim prej izključiti. Marko, najlepša hvala. Držim pesti, da bo čim manj mačkov pristalo pri vas in da imajo doma topel dom. Vas, gledalce, pa v primeru, da razmišljate o mačkih, seveda vabim sem v zavetišče Ljubljana. Zdaj bomo na kratko skočili v oglase, potem pa se vračamo že z zadnjim blokom današnjih aktualnih novic.